Pozdravljeni gledalci v novi epizodi MCC vam pove podcasta. Danes je z nami Dolores Ponoš. Verjetno jo že poznate. Bila je že gostja v eni izmed naših prvih epizod. Danes pa samostojno, brez svojega partnerja. In bova sicer govorile malenkost o umetnosti in pa o njenem projektu Ustvarjalna mladina. Tako da, Dolores, hvala, ker si se nam pridružila, odzvala našem povabilu. Hvala vam za povabilo, pa živijo Petra. Živijo, Dolores. Nič ne, jaz sem malo pogooglala po spletni strani in ti se ukvarja z eno zelo tako zanimivo, bom rekla, umetnost, ne? Pač si portretarka, če se ne morim. Tako, portretistka, tako, ja. Daj mi povej, no, odkot si v bistvu so sploh tvoji začetki, kje si videla, da si to želiš početi, in pa zakaj ti je ta stil tako pri srcu? Ok. Veš, kje sem začela? Videla sem to zgodbo o svojem risanju pri prvih urah matematike. Zelo sem rada, pač nisem mogoče bila toliko prisotna pri pouku, sploh kadar se je šlo za kakšne matematične enačbe. Vedno sem bila zelo tak kreativen človek, ne, in pač sem nekako začela čečkati v srednji šoli že, ne. In vedno me je odnašalo, ko sem take čačke po zvezkih delala, po učbenikih, me odnašalo v portrete, ne. Vedno mi je bilo ta segment nekako najbolj zanimiv. Nekako ta ekspresija človeškega obraza me je zelo pritegnala, ne. In pač pa nekaj časa kasneje, ko pač se začneš postavljati, ko ugotoviš v življenju, da je pametno, da mogoče si najdeš neko vizijo, da razmisliš o tem, kaj bo tvoj poklic in tako naprej. Sem v bistvu začela razmišljati o tem, da mogoče bi pa lahko tu svojo strast nekako združila tudi z neko poslovno platjo in pač se začela ukvarjati z risanjem portretov po naročilu, ne. In v bistvu tukaj noter sem se popolnoma našla, no. Zdaj zelo veliko tudi zadnje čase se nagibam tudi k raziskovanju različnih drugih motivov, ne, ampak še vedno moram priznati, portreti so moja največja ljubezen, ne, tako da mislim, da se bom tukaj noter, tudi če me bo potegnalo kakšne druge motive, da se bom vedno znova vračala k temu, da v bistvu to zadevo izpopolnim, kolikor se da v enem življenju. Je pa to, mislim, ti delaš kot svinčnik, ne, portreti, ali tudi kakšno drugo tehniko? V bistvu delam svinčnik, s njim sem začela, delam pa zdaj zelo veliko z barvami, glih pred kratkim, v bistvu bom rekla, tale karantena in korona, ki se je zgodila, mi je veliko dala tudi časa za eksperimentiranje. Tako da sem si vzela malo čas za eksperimentirati in sem v bistvu zmešala zdaj svoje portrete tudi z vodenkami. Veliko sem začela delati tudi digitalno, tako da imam tablico, ki je v bistvu novomoderna skicirka, in s svinčnikom lahko ga rišem, tako da sem v bistvu začela tudi v to smer se nagibati. Zdaj pa bom rekla, tako zelo raziskujem tehnike med tem, kaj mi ponuja en svet, kaj drug in kje se v bistvu jaz noter najdem, ne. Tako da v bistvu sem dosti razširila tehniko, zdaj sem tudi v teh barvah, tako da to pa tudi malo v digitalno smer, v glavnem vse, kar me lahko izrazi, no. Bom vprašala, no, čim se je pa to ta tehnika tako posebna, recimo, po tvojem misli, oziroma tako drugačna od drugih stilov? Zdaj recimo svinčnik... Kaj te je res tako pritegnilo, da se boš odločila za portrete? Kaj me je res pritegnilo za portrete? V bistvu ta izraznost, ne, v bistvu to, da smo ljudje ful unikatni, ful smo drugačni, vsak je za sebe neka svoja zgodba, ne. In meni je ful smešno, ko mi včasih ljudje pridejo do mene pa naročijo portret pa gledajo, vedno mi povejo tako, samo veste, jaz bi imel malo krajši nos ali pa malo mi to popravite, ne, in sem tako, pač to je tisto, kar tebe dela unikatnega, ne, drugačnega od ostalih, ne, in ljudje to jemljemo včasih kot napake, jaz to vidim kot naše lepote, ne. In recimo meni zdaj vedno
pravim določene zadeve, mogoče malo spremenim, bom rekla, niti ne popravim, ampak mogoče dodam en segment sebe v portret noter, kot jaz vidim to osebo. V bistvu zelo se nagibam temu, da najdem neko psihološko sliko in zdaj recimo portrete po naročilu delam na način, da se z ljudmi, ki jih rišem, spoznam, skupaj v bistvu preživimo dan, tako da jaz tudi malo naredim nekaj fotografij njih, naredim tudi skice v živo, zato ker v bistvu vidim, ko naredim skice v živo in ko imaš samo 10-15 minut časa za narisati človeka, velikokrat potenciram določene zadeve, ki jih očitno opazim iz prve, ko nekoga srečam. In pol v bistvu te skice, te fotografije in ta občutek, ki sem si ga ustvarila o sebi, rado potegnem noter v svoje artworke, ne. In zdaj v bistvu zelo vesela sem, ker sem to naredila, zato ker sem dejansko začela spoznavati ljudi. Prej sem večinoma imela prek interneta, da se naročil in nisem imela možnost spoznati človeka. Zdaj pa v bistvu zelo veliko delam na neki tej noti, da v bistvu bolj spoznam ljudi, da se bolj fokusiram v eno samo delo in si več časa vzamem za njega, ne. Tako da ja, no, to me v bistvu zelo pritegnilo. Svinčnik, na primer, s katerim sem najbolj začela in ki sem ga tudi zelo izpopolnila, je pa v bistvu me zelo fasciniral, ker večina umetnikov ga uporablja, večina, no, ne, seveda ne vsi, ampak večina ga uporablja kot nek vmesni medij, ne, pomeni neko skico, da narediš ali karkoli, zato da greš potem, ne vem, na barve ali pa karkoli druga, kar je načeloma bolj zanimivo, ampak poznavati neko preprosto orodje, se z njim do potankosti spoznati, vidiš, da imaš noter neverjetno veliko manevra, kaj ti lahko delaš z preprostim orodjem, ne. Tako da glih zato sem toliko časa se v njem izpopolnjevala, da zdaj sem pa začela počasi iti na te barve, ki so pa še novo področje, ne. Zanimivo. In koliko dolgo traja ena taka izdelava portreta, recimo, če se posameznik odloči, okej, poleg tega, da pač preživi z njim dan in ga spoznaš malo bolj to zgodbo od zadaj, ne, koliko dolgo koliko časa to, recimo, koliko ur dela je za eno tako res portretno skico oziroma... Veš, kako je, recimo, nek A3 format, bom rekla, pa ena oseba, če se pogovarjamo, mi vzame nekje, rečemo, 7 do 10 dni dela, zato ker načeloma tudi delam tako, da delam nekje približno 4 ure, ker sem si preračunala, koliko imam, kako bi rekla, koncentracije, zato ker sem zelo rada, ko delam, ekstremno fokusirana, ne. Tako da, ker sem opazila, da v bistvu dalj časa, ko delam, pa začnem včasih malo napake delati, ne, ali pa mogoče malo začnem sama sebe prehitevati, tako da v bistvu sem rekla, okej, potegneš se nazaj, naslednji dan pogledaš z frišnimi očmi, ne. Tako da nekje 10 dni, recimo, zanimivo, zdajle sem imela pa ravno en družinski portret, ki smo ga že v bistvu začeli z lanskim letom in sem ga delala skoraj mesec pa pol. Šlo se pa za dosti velik format v barvni tehniki, ampak mislim, da je fantastično uspel in mi ni žal nobenega trenutka, ki sem ga dala in vložila v ta portret, in tudi naročniki so ekstremno zadovoljni, no, tako da to je cilj je dosežen. Tako. No, zdaj pa, če se vrneva malo k tvojim projektom oziroma projektu Ustvarjalna mladina. To je v bistvu vsakoletni projekt, ki si ga že pred leti organizirali tudi pri nas v Celjskem mladinskem centru. Res je. Povej mi, kakšen je koncept tega projekta, da mogoče poslušalci oziroma gledalci vejo, o čem govoriva. Projekt Ustvarjalna mladina je v bistvu nastal kot neke vrste ideja, zato ker v tujini imajo umetniki velikokrat možnost risati po živem modelu, ne. To je ena taka, bom rekla, specifična zadeva, ki jo rabiš kar nekaj časa vaditi in kar nekaj časa delati, ampak pri nas, razen pač na akademijah, pa to ni veliko možnosti risanja po živem modelu, ne. In zato mi je padla na pamet ideja, da bi v bistvu ustvarili en projekt, ne, kjer bi se umetniki skupaj dobili, podružili, spoznali, se pravi, gre se za zelo, kako bi rekla, odprt koncept ustvarjanja, tudi kot v smislu neke vrste spoznavanje, potem to, no, in potem bi ustvarjali po živem modelu. In zdaj
nekoč smo v bistvu naročili en živ model vsak četrtek v novembru in smo potem 2 ure umetniki se skupaj dobili in ustvarjali. Dejansko fantastična zadeva, spoznala sem ogromno zanimivih ljudi in pa tudi ena fantastična vaja je bila, ki je pač nimaš možnost opraviti vsak dan, ne. Plus, da smo še tudi dobili sponzorstvo Karandaša in trgovine ProArt Pens, ki pa so nam omogočili različno paleto različnih materialov, tako da je lahko vsak ustvarjal z nekim drugim materialom, tako da je še vse tukaj noter sprobal malo. Letos pač zaradi situacije, ne? Ja, tako. Ni mogoče dobiti, ne, v živo tudi ne moramo ustvarjati v skupini, ne. Tako da verjetno ste se letošnjem letu projekt malenkost prilagodili. Na kak način ste se ga lotili letos? Ja, zdaj v bistvu zanimiva zgodba odzadaj je, ne, da v bistvu začeli, ker imamo projekt, je bil planiran v novembru mesecu in oktobra so bile še zadeve odprte in mi smo dejansko začeli že pripravljati projekt, da bo speljan tako kot vsako leto, v živo, v redu s tem maskam, mogoče razdaljo itd., mogoče manj udeležencev, tako da smo nekako že vse pripravili v tej smeri in glej ga šmenta, par dni pred začetkom novembra so vse dali zaprli, je bil lockdown. In smo rekli, ok, mogoče dajmo malo počakati, vprašanje, kako dolgo bo to trajalo, ker je bilo pač rečeno, da je ključnih 14 dni, ne. Ampak zadeva se je neverjetno zavlekla, ne. Tako da potem sem pa začela razmišljati v tej smeri, da v bistvu smo vsi prikrajšani za ta srečanja v živo, za kulturo v živo in da dajmo mogoče se preko interneta združiti in mogoče ustvariti za ljudi neke vrste razstavo, katere se pač na žalost zdaj ne moremo več udeleževati, zato da pač opozorimo tudi na umetnike konec koncev, ne, na to, da pač se ustvarja in tudi, da ljudem ponudimo neko kulturno hrano, čeprav mogoče ne v živo, ampak pač skozi online, torej tisto, kar zdajle zmoremo, ne. Tako da ja, bi vse povabila, da pač potem pridejo na to našo razstavo in si pogledajo, ker mislim, da smo se res dobri umetniki skupaj združili v tej razstavi in pač se potrudili z vašo pomočjo ustvariti seveda zanimivo razstavo, no. No, pa da bojo poslušalci vedeli, o čem smo govoriva, ne. Letošnje to ustvarjalno mladino projekt ste nekako zapakirali v dogodek oziroma v virtualno likovno razstavo, imenovano Ustvarjalno online, a ne. Tako. Kakšen je bil odziv? Kako ste se pač prilagodili tem virtualnim? Na kak način ste delali oziroma kakšen je bil postopek, da ste to pač gor spravili, mislim, na Ja, predvsem rahlo stresen. Rahlo stresen, ker je bilo zelo malo časa za priprave, ne. Ful sem bila vesela, ker da smo prišli do te ideje, sicer nekaj časa trajalo, zato ker v bistvu je bil zelo nenaden preskok iz te klasične zadeve, kako smo se lotevali projekta na v bistvu potem to, da smo se odločili iti na razstavo, ustvariti razstavo. Zelo sem vesela, ker nam je tudi vaša Samanta zelo veliko suportirala, no, tako da hvala, da je pol ustvarila, da je pomagala ustvariti to online razstavo in zelo, zelo sem vesela, da so se umetniki, prijatelji, znanci odzvali na povabilo k tej razstavi in da so z veseljem nam poslali slike. Namreč na razstavi se lahko ogledate razna dela res za moje pojme vrhunskih umetnikov, kot je recimo, ne vem, Nik Skušek ali pa Mitja Bukun, Denis Polans, ki tudi pri vas predava, Urška Lončar in ostali, no res zelo dobri artisti, tako da bom rekla, v bistvu začelo se je rahlo stresno, ampak pol v bistvu mi se zdi, da je nastal en fantastičen koncept, za katerim pač mislim, da res vsi stojimo. In ljudje odziv, ko smo se pač pogovarjali z ljudmi, ki so se udeležili te razstave, so rekli, da fantastične slike, da fantastična razstava, da je bilo prav prijetno se sprehoditi po galeriji, čeprav virtualno. Vsekakor je to nekaj novega za marsikoga, ne. Absolutno. Si pač ne moreš v živo pogledati, ne, pa pač preko klika. Zdaj pa, da povemo, ne, kje si to razstavo gledati. Najboljše je, da kar na Facebook dogodku, ne, Ustvarjalno online.
tam je tudi povezava do te spletne likovne razstave. Tako. Ja, v bistvu, da traja pa mislim, da do 8. februarja smo se odločili, tako da je še načeloma Prešernov dan noter zajet. Tako, potem pa pač upajmo, da bomo lahko začeli se v živo tudi videvati, kakor kažeš, upajmo. Tako. Je pa vsekakor bilo, bom rekla, zanimiva ena zadeva in sicer sem zelo vesela, da smo spoznali tudi tale spekter online ustvarjanja, ki mu mogoče prej nikoli nismo dali šanso. Ne. Je tudi zelo zanimiv in ima neke svoje pozitivne zadeve. Ne. Vsekakor, mogoče nam bo še kdaj prav prišel, ne? Verjamem, da nam bo še. Točno, to je to znanje, ki smo ga zdaj osvojili, pa potrpežljivost, ki smo jo zdaj dobili. Zdaj, Dolores, ti si zaposlena v kulturi. Kako se trenutno znajdeš v tej situaciji, v teh razmerah, ki so za kulturnike zelo, bom rekla, težke? Kako ste se prilagodili, bom rekla, ti, tvoji kolegi, kulturniki, umetniki, kako vidite trenutno situacijo? Zdaj tako za vse gotovo ne morem govoriti, ne, tako da bolj bom povedala za sebe, ampak tudi kolikor sem sama dobila neko sliko, mogoče imam prav ali ne, ampak zdi se mi, da smo vsi se malo bolj, vsaj jaz sem se, malo bolj fokusirala v samo sebe. Mogoče sem se za sekundo smo se vsi bili prisiljeni ustaviti, ne, da smo sprejeli dejstvo, da pač se svet lahko ustavi, kar je bilo mogoče prejšnje leto popolnoma nepredstavljivo, nemogoče. Smo se lahko ustavili in si za sekundo lahko naredil neko retroperspektivo na tem, pač kaj v bistvu mogoče želiš od sebe, kaj želiš povedati za svojim delom, kaj želiš izboljšati, kako izboljšati. In jaz osebno sem se zelo podala in tudi kolikor vidim kolegi umetniki, vsaj to, kakor spremljam na Facebooku, v neko raziskavo in v neko pripravo nove serije umetniških del. Jaz bom rekla, na začetku je za mene osebno bil kar šok, ker jaz tudi vodim likovno šolo, imamo prostore v Novi vasi in pač se je to nenadoma zaprlo. Poskušali smo se preleviti na online program, vendar pač po mojem mnenju, bom rekla, je kakovost, ne bom rekla nihala, ampak je bila pač nekoliko nižja kot v živo ustvarjanje, ne. In zato smo se pa odločili tudi za ta trenutek pač prekiniti z online ustvarjanjem, ne. Tako da smo v bistvu to zadevo dali zaprli, jaz še vedno sicer rišem, se pa odprlo neverjetno nekih drugih možnosti, nekih drugih projektov, ki mislim, da se mi mogoče drugače ne bi odprli. Tako da sem v bistvu začela zelo razmišljati izven škatla, ne. To je bila ena zadeva, ki je mogoče ta korona prinesla in nas je vse nekoliko prisilila, da smo mogli poiskati neke rešitve zunaj ustaljenih okvirjev, ne. In čeprav se mogoče grozno sliši, je lahko to tudi neke vrste prednost, če je vidiš na ta način, ne. Lahko se pa dal zapreš, pa si pač žalosten, ker se je dal vse zaprlo in si depresiven, ampak mislim, da s tem pač problema ne rešiš, ne, pač treba je iz razmer potegniti najboljše, kar se da, in za mene osebno je to bilo, da sem v bistvu se zelo veliko raziskovala zadeve, ki jih drugače pač ne bi, no. Veliko zadev sem spremenila in vem, da ko se bo zadeva pol nazaj odprla, da bom v bistvu imela spet nekaj novega za ponuditi in neke nove projekte, ki jih zdaj pripravljam, ne, da bojo mogoče bolj uspešni, kot bi bili drugače. Ponavadi kar tako, pač tudi umetniki verjetno, ne, nima niti časa, tako vse razmišljati, ne. To so pa take idealne prilike, bom rekla, čeprav v slabi situaciji, da tudi razmišljiš malo o sebi, ne, o svojem delu, kako naprej dobiš nove inspiracije in navdihe. Se pravi, da ti vidiš dosti pozitivnega v tem, ne? Vse, mislim, bom tako rekla, seveda z izjemo pač določenih zadev, ki so pač logično negativne v vsej tej situaciji, ampak pravim, vsaki negativni stvari
Pardon, vsaki negativni stvari je tudi nekaj pozitivnega. Pač samo na tebi je, kako se boš odločil gledati na zadevo, ne. Lahko si pač depresiven, doma razmišljaš, kaj bi počel in čakaš na to, da se odpre, ali pa začneš razmišljati mogoče malo drugače in se poglobiš v samega sebe, v svoje delo, ne glede na to, je to kreativno ali se gre za neko drugo delo, mogoče izboljšaš določene zadeve, popraviš in greš še močnejši naprej. Veš, kako pravijo, kar te ne zlomi, te naredi močnejšega, ne. Tako. No, pa da te še čisto mogoče za na koncu vprašam, kakšni so pa tvoji plani, cilji, boš še naprej pač verjetno portrete delala, ne, to vsekakor. Razmišljaš o kakih drugih tehnikah, mogoče malo zaupaš, kaj si Ja. vprašal? Lahko, evo, zdaj, Take male mogoče lahko zaupam vam kot prvim, ne, da v bistvu se malo spogledujem z idejo, da bom začela tetovirati. Namreč rada bi malo spremenila medij, še vedno bo motivika ostala približno ista, ne, torej zelo me še vedno tukaj zanimajo portreti, ampak začela sem opazovati določene zadeve, in sicer tatuji so se zelo približali dejansko risanju, ne, ker dandanes tatu mašince v bistvu izgledajo zelo drugače kot mogoče 10-15 let nazaj. Tudi spekter noter se je zelo približal neverjetno Čopičem, in v bistvu, ko gledam določene tatuje, in tudi sama sem zelo velika ljubiteljica tatujev, imam kar nekaj jih na sebi, ne. V glavnem, ko sem gledala, kaj vse je možno delati s tem, moram priznati, da me zadeva malo začela zanimati, ne. Tako da v bistvu zdaj mogoče tudi med to karanteno in vsem tem sem se začela malo spogledovati s to idejo. Kar se samih del tiče in samih trenutnih zadev, sem pa vsekakor imam v planu delati manj zadev, manj projektov, ampak tisto, kar se bom se lotila popolno, ne, se pravi, tako kot sem prej razlagala tudi za te portrete, da si bom vzela nekako več časa za to in se poskušala res nekako lotiti bolj iz neke psihološkega zorne kota, in vsekakor je moja ideja pač čim bolj napredovati v umetnosti, kolikor se da v enem življenju. Super. Jaz mislim, da to pri tebi sploh ni problema, ne. Hvala. Bomo še marsikje videli tvoja dela in da se še mi vsekakor tudi v Mladinskem centru še vidimo prihodnje leto. To pa vsekakor, ja. Projekti. Ja, nič, Dolores, hvala, da si se odzvala, da si nam malo predstavila. Jaz bi še ob koncu še enkrat povabila vse poslušalce, gledalce, da si ogledajo to virtualno spletno razstavo, virtualno likovno razstavo, ne, Tako. Ustvarjalno online. Povezavo do njo najdete v dogodku in pa tudi na naši Facebook in spletni strani, tako da oglejte se jo, luštna je. Ja, nič, to bi bilo to, no. Petra, hvala ti, Hvala. prav prijetno se je bilo pogovoriti s tabo. Pa upam, da se kmalu vidimo tudi v živo, ne. Na kakem tatuju prihodnje, kdo ve. Vsekakor, vsekakor. Lepo bodi. Srečno. Enako. Adijo. Čau.